Rozman častni občan Žužemberka. Trenutek resnice za maturante. Usodni da dahnila na Semiški ohceti. Dober dan. Julij je v občini Žužemberk vedno pester mesec, saj praznujejo svoj praznik. Sinoči so tako na slavnostni seji najbolj zaslužne občane nagradili z 9 občinskimi priznanji. Najvišje priznanje, naziv častnega občana, je letos za večletno sodelovanje z občino Žužemberk pripadlo Jožetu Rozmanu. Predvsem in najprej zavezo, da z enako mero ali pa vsaj večjo in prizadevnostjo in zavzetostjo nadaljujem sam to delo, s katerim sem si to priznanje zaslužil. Pisno zahvalo in priznanje občine so dobili Franc Vidmar, Nina Zajec in Branko Skube. Priznanje občine Žužemberk je romalo v roke Mirka Pršine in Nike Papež. Bronasti grb je prejela družina Papež ter podjetnik Jože Papež. Prostovoljno gasilsko društvo Hinje je prejemnik srebrnega grba, zlati grb pa je posthumno dobil profesor Jože Škufca. Izvrstno sem vesel, da sem ga dobil, nisem to pričakoval, da sem tole zaslužil, presenečen sem. Ja, nagrada mi pomeni veliko, to dokazuje, da se trudim v pravo smer, da se trud splača prostovoljno. Slavnostno sejo, na kateri je bil gost tudi minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič, so sklenili 10-dnevno dogajanje v sklopu tradicionalnih trških dni. Glede na obisk pri naši slavnostni seji je videti, da je naš praznik popolnoma uspel. Veliko prireditev je bilo že prej v preteklih dneh, vendar danes na vrhuncu prav gotovo veliko zadovoljstvo, kar potrjuje obisk. V sklopu letošnjih trških dni pa so v občini Žužemberk med drugim tudi uradno odprli lokalno cesto, ki povezuje Žužemberk in Bič, ter 2 prenovljeni ulici. Obnovljeni cestni odsek med Žužemberkom in avtocestnim priključkom Bič, dolg 3340 metrov, je zdaj precej širši. Krajani so sodobnejšo cesto sicer čakali približno 5 let. Krajani smo se 5 let vozili po slabši cesti kot po makadamu, in s to pridobitvijo so tudi občutili smo krajani in avtomobili in vsi, in sedaj pa tudi vidimo, kakšna je sprememba, in s tem smo dobili tudi eno tako normalno povezavo z Žužemberkom, z Ljubljano. 400 000 evrov za obnovo sta zagotovila občina Žužemberk in Dars. V soboto pa so namenu predali tudi obnovljeni Žužemberški ulici nad Miklavžem in Breg, ki sta državo in občino vsaka stali po $500 000. Ja, prej je bilo zelo slabo stanje. Vse je bilo zaraščeno dost in čisto ozka ulica je bila. Še prej je bilo še tako kamnito in zdaj smo pa res zelo veseli, ker se je tako uredila ulica in počistilo se je. Širi je ratala cesta, več je bilo občinske zemlje in so tu počistili in krasno so naredili to našo ulico, lepo. Ulici sta zdaj temeljito prenovljeni, saj so uredili fekalno in meteorno kanalizacijo, obnovili vodovod in prenovili cestišče. Tako prenova lokalne ceste kot obeh ulic je za občino predstavljala velik zalogaj. Veliko truda na pogajanjih, da smo uspeli seveda ves projekt uvrstiti v razvojne programe tudi regije jugovzhodne Slovenije, in to je bil eden večjih projektov in ta projekt se seveda letos zaključuje z kanalizacijo še na Cvivlu. Za celoten projekt je občina pridobila približno 1 750 000 evrov nepovratnih sredstev, še dodaja Škufca. Novomeški svetniki so se na zadnji seji pred poletnimi počitnicami med drugim dotaknili propadlega poskusa izgradnje športne dvorane na Portovalu. Na župana Alojzija Muhiča so leteli očitki o objektivni odgovornosti za neizpeljan projekt. Muhič se čuti odgovornega, zatrjuje, da so vse postopke izpeljali pravilno. In vsi skupaj pozabljamo, da smo v recesiji, da nismo v konjunkturi. In mislim, da je recesija tista, pa ne zato, da se izgovarjam na to, ki ni pogojevala ali dajala možnost investitorjem, da bi vlagali v to športno dvorano. Dejstvo je, da je bila večina denarja doslej porabljena v prazno, je poudaril opozicijski svetnik Gregor Macedoni.
Zdaj, če rečemo, da zemljišča ostajajo in da je to lokacija, kjer se bo šport še v prihodnje razvijal, mislim, da vsa projektna dokumentacija za to dvorano ne bo nikoli uporabna, zato ker ne bo dvorane nastala po teh načrtih. Prav tako je vse te postopki, ki so stali več 100 000 in vse te elaborati in mnenja, vse to bo seveda neuporabno. Delovanje župana je pokritiziral tudi Ivan Gril. In še posebej me preseneča današnji odgovor, kjer je navedel, da smo bili mi kot investitor dejansko v podrejenem položaju o odločanju o stvareh, ki so se seveda dogajale na tečaju v Ljubljani, kjer smo bili mi preglasovani. Ne moramo biti mi preglasovani, če smo mi investitor. Sicer pa, tako župan Alojzij Muhič, občina, če bo pridobila gradbeno dovoljenje, v lastni režiji ne bi zmogla narediti dvorane. Vsaj polovico sredstev bi moral prispevati naložbenik. Za dijake, ki so opravljali spomladanski rok splošne mature, je danes nastopil trenutek resnice. Na državni ravni je maturo uspešno opravilo 93% dijakinj in dijakov, v povprečju pa so dosegli 20,21 točke, kar je pol točke več kot lani. Na novomeški splošni gimnaziji, kjer so letos obeležili 265-letnico, je maturo opravljalo 198 dijakov, uspešnih je bilo 182. Oktobra bodo srednješolske zamenjali za študentske klopi. Do takrat pa? Ja, tako malo dela, malo počitnic, vsega malo. Malo pridni, malo pa tudi ne. V povprečju so novomeški gimnazijci dosegli 21,07 točke, kar je skoraj točko nad državnim povprečjem. 18 maturantov je bilo zlatih, to pomeni, da so dosegli 30 točk ali več. Kar odleglo mi je, ker zdaj se res dobro počutim, ker se mi zdi, da sem res pokazal, da znam in da zmorem kaj takega narediti. Naprej bom šel na dentalno medicino. Bil sem zelo presenečen, niti približno nisem pričakoval, sem mislil, da sem naredil več napak, ampak na koncu je vse šlo, tako da ja, zdaj še 2 meseca, ker je še. Potem pa bomo se počasi prevadili na življenju v Ljubljani, na faksu. Ena dijakinja je dosegla vseh možnih 34 točk. Ne, sploh nisem pričakovala tazga rezultata in sem bila ful zjutraj presenečena, ko sem videla, tako da res hvala Bogu. Zaenkrat vpisala sem se na razredni pouk, potem nameravam še vzporedno študirati teologijo, ampak najprej zdaj sledi poroka. Letošnja generacija gimnazijcev je prva, ki je končala šolanje po posodobljenih učnih načrtih. To pomeni, da je bil pri pouku poudarek na učenju kompetenc, poudarek na aktivnih oblikah in metodah dela, da smo uvajali medpredmetno in timsko povezovanje. Kandidati, ki na spomladanskem roku niso bili uspešni, se lahko na jesenskega prijavijo še danes in jutri. Vsi, ki želijo vpogled v svoje naloge, pa lahko zahtevo vložijo do četrtka. Študentje pa so se iz 3 univerzitetnih mest ponovno peš vrnili na Dolenjsko. Društvo novomeških študentov je tako projekt Grem domov v Novo mesto letos organiziralo že 7. leto zapored. Prva odprava 9 študentov se je iz Kopra odpravila 8. julija. 2 dni kasneje je na pot krenilo 13 mariborskih študentov, iz Ljubljane pa se je domov vrnilo 21 pohodnikov. Vse 3 trase, Koper, Ljubljana in Maribor, so tako narejene, da pridejo za nekega laika, pohodnika, za enega študenta, ki drugače čez leto ne hodi veliko, da ni zahtevna. To pomeni, ne gre se zmeraj po najbližji poti, da bi se sekali neke hribe, ampak gre v bistvu večino makadam, gost, kakšne take poti, ki so v bistvu čim bolj lahke, zaradi tega tudi mogoče po kilometrih malo dlje, ampak tukaj, da v bistvu vsi lahko pridejo od štarta do cilja, da ni preveč zahtevno. Do večjih poškodb letos ni prišlo. So pa v Novo mesto, kljub nekajdnevni hoji, vsi prišli polni energije in dobre volje. Marsikaj se je zgodilo, izgubili smo se tudi, iskali smo dobre poti, srečali smo dobre ljudi, spoznavali smo Slovenijo, bilo nam je lepo. Volje je bilo dobro, res vsem priporočam, da grejo naslednje leto z nami. Jaz sem iz Ljubljane prišel, jaz sem drugače ekipa, sem spremljal naše pogumne pohodnike. Super so se držali, volje je bila, vsi so bili navdušeni, vse je bilo super. Dežja ni bilo, tako da je bilo super. V redu je bilo, jaz sicer sem malo golfal, ko sem prvi dan falil, ampak drugače po poti je bilo super, veliko narave, malo ceste in to je to, dobra družba. Na novomeškem glavnem trgu jih je, tako kot vsako leto, pričakal župan Alojzij Muhič. Prireditelji pa sicer obljubljajo, da bo pohod Grem domov v Novo mesto ohranil svojo tradicijo tudi v prihodnje.
Srečanjem ljudskih pevcev in godcev so včeraj v Semiču sklenili 18. etnološko turistično prireditev Semiška ohcet, v okviru katere se je zvrstilo veliko dogodkov. Uradno so jo začeli v petek zvečer, ko so v tamkajšnjem kulturnem centru odprli 4 razstave in predstavili par, ki se je dan pozneje poročil na Semiški ohceti. Jaz bi vsem toplo priporočil, da se izberejo tako ohcet, ker je res nekaj edinstvenega. Se močno razlikuje od klasične poroke. To vsekakor drži, saj sta se Lidija Petkovič in Jure Medic iz okolice Ljubljane, ki že imata 2 otroka, poročila po starih šegah in navadah, ki jih ohranja Semiška folklorna skupina. Običajev, ki so nekdaj sodili na Semiško ohcet, pa je veliko. Od prevoza bale do odhoda po nevesto in šranganja, na katerem mora ženin od vaških fantov odkupiti nevesto, pa do svetenja in sprejema neveste na njenem novem domu. Pa še veliko je svadbenih običajev, ki jih ohranjajo v Semiču in obiskovalcem prikažejo na tradicionalni Semiški ohceti. In mislim, da s tem moramo nadaljevati, kajti to je naša tradicija in pač moramo svojo zgodovino spoštovati in jo negovati. In res je tudi edinstvena ta naša Semiška ohcet in tudi zato, ker se na njej poročajo pravi pari, se pravi, ni samo prikaz nekega dogodka iz preteklosti, ampak je tudi resnična poroka. Tako sta bila letošnja mladoporočenca, ki sta s seboj pripeljala okrog 100 svatov, že 29. par, ki se je poročil na Semiški ohceti. Pred leti se je namreč na prireditvi poročilo tudi več parov hkrati. Lanskoletna nevesta in ženin Ana Angela in Jan Kumer sta nam navdušeno zatrjevala, da je bila poroka na Semiški ohceti prava odločitev. Pa kar lahko prijava pogledati, pa tako, pa praznovati, pa se veseliti, pa nov par, pa res, tako malo se še spomniš, pa tako že naslednje let po svet, ko mi čaka. Več o starih svatovskih običajih v Semiču, ki so navdušili mladoporočence in njihove svate ter pritegnili obiskovalce Semiške ohceti, pa v nocojšnji rubriki iz sveta kulture. Kolesarji Adria Mobil so nastopili na enodnevni dirki prve kategorije v Italiji. S 3. mestom se je odlično odrezal Novomeščan Tomaž Nose. Nose se je v minulih sezonah v Italiji pogosto uvrščal na konec prve deseterice, tokrat pa mu je le uspel preboj na zmagovalni oder. Še posebej je bil močan na klancu, a je bil v šprintu za drugo mesto vseeno hitrejši Robert Vrečer iz ekipe Vorarlberg, medtem ko je številčno ekipno premoč izkoristil Italijan Danilo Di Luca, ki je slavil zmago v dresu Acque Saponeja. Plavalni klub Celulozar Krško pa je konec tedna gostil državno prvenstvo za mlajše deklice in dečke. Na bazenu v Brestanici se je pomerilo 24 klubov z 270 tekmovalci. Pripravo prvenstva jim je uspelo pridobiti po 14 letih. Z našega stališča je to seveda spet po dolgem času en lep izziv, da se uvrstimo na plavalni zemljevid Slovenije tako po tekmovalni kot po organizacijski plati. Deklice do 10 let in dečki do 12 let so se sicer veselili kolajn, a športni rezultat ni bil edino merilo za dobro počutje, so nam zaupali mladi tekmovalci. Včasih plavam dober, včasih malo slabš, pa če ne plavam kdaj dober, bom pa drugič bolj plavala. Veliko je plavalcev, a ne, sem tudi veliko novih prijateljic iz drugih klubov spoznala, pač dober je. Pri posameznikih sta po lovorikah rekorderja Aleš Zupanec z 10 in Manca Marčun s 7 medaljami, oba iz kranjskega Triglava. V moštvenem točkovanju pa je bil boljši Fužinar zraven na Koroškem. Ja, sem kar zadovoljen, tudi je fajn prostor, smo tudi zadovoljni z vsemi rezultati trenutno. V domačem Celulozarju niso posegli po medaljah, so se pa po mnenju sodelujočih izkazali kot gostitelji prvenstva. Če bodo dovolj vztrajni, pa si lahko v prihodnje zagotovo obetajo kakšno medaljo. Preživite prijeten večer in se nam pridružite spet jutri. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo pretežno jasno in postopno spet vroče.